Dober večer. Slovenija je na razpotju. Življenjski standard pada, brezposelnost se viša. Vlada zatrjuje, da za izhod iz krize nujno potrebujemo varčevanje in reforme. Opozicija trdi, da je zategovanje pasu morda le ni vse. Na koncu bodo o naših življenjih odločali poslanci Državnega zbora. Zato je prav, da poznate njihova stališča. Po krajšem poletnem premoru se zato vračamo z oddajo Poslansko vprašanje. Nocoj je naš gost, poslanec vladajoče SDS, Ivan Gril. Pozdravljeni. Ja, lep dober večer. Poglejte, ste v zadnjem času premišljevali o tem, da bi svoje prihranke dvignili iz kakšne banke? Slovenske banke? Ne, kajti v Sloveniji imamo zakon, ki seveda zagotavlja vsakemu varčevalcu, da država jamči za njegove prihranke, tako da ni nobene bojazni, da bi se ljudje bali za svoje prihranke, kdor jih seveda tudi ima. Razen mogoče za tiste ljudi, ki imajo prihranke v več 100.000 evrih, kajti za take visoke prihranke pa država seveda ne jamči. Ampak za veliko večino ljudi pa ni nobene bojazni. Sprašujem namreč zato, ker med ljudi vlada precej negotovosti. Minister za finance pravi, da do konca leta nujno potrebujemo pol milijarde evrov. Vrstijo se črne napovedi predsednika vlade o tem, da država ne bo sposobna plačevati, banke niso v dobrem stanju. Je Slovenija resnično na robu ali gre tukaj pravzaprav za to, da politiki resnično težko situacijo nekako izkoriščajo ali pa izkoriščate tudi za dnevno politične obračune? Ja, resnično v Sloveniji situacija ni zavidljiva in se je moramo seveda tudi zavedati in prav bi bilo, da tako pozicija kot opozicija, sindikati oziroma cela družba skuša takšno situacijo seveda reševati z konsenzom in ta situacija, kakršna je v Sloveniji, sedaj resnično zahteva ponovno enotnost, konsenz, da to situacijo ali pa razmere, ki se v prihodnje lahko samo še slabšajo, ustavimo in začnemo seveda ponovno ta voz, ki je v blatu, vleči ven in seveda razmere izboljševati. Zato tukaj ni najbolj primeren trenutek, da bi se karkoli med opozicijo in tudi pozicijo obtoževali in skušali iskati krivce za leta nazaj, pa za desetletja, ampak dajmo stopiti skupaj in probati poiskati rešitev. No pa vendarle, Pozitivna Slovenija je že napovedala izredno sejo Državnega zbora prav na temo izjav predsednika vlade oziroma splošnega stanja v državi. Zakaj je prišlo pravzaprav do tega, da se dialog med opozicijo in koalicijo vrši preko izrednih sej? Saj so bile seveda tudi sestanki, kjer niso bile vključene kamere, ampak tam nekega dogovora ni bilo. Je pa tukaj zanimivo predvsem to, da predvsem Pozitivna Slovenija, ki je še v začetku leta, v januarju mesecu, pa tudi v decembru, zelo kmalu po volitvah, zagovarjala tako imenovano fiskalno pravilo, ki ga bi zapisali v ustavo in seveda tudi s tistimi nujnimi ukrepi, ki jih narekuje ne samo Evropa, ampak tudi stroka na področju monetarne politike. In pa to sedaj seveda se strani Pozitivne Slovenije ni več pripravljenosti, da bi to podprli. Zato na vseh teh sestankih oni odločno zavračajo takšne rešitve skozi izredne seje, proti katerim sam nimam nobenih pomislekov, pravi, da se o tem pogovarja, ampak običajno tam ne pride do tistih konstruktivnih rešitev. No pa vendarle ne, omenili ste, Slovenija je v težki situaciji. Ali so napovedi tudi iz vrha vaše stranke in oziroma vladajoče koalicije, tudi strani predsednika vlade o tem, da bo Slovenija zelo verjetno potrebovala pomoč Evropske unije, realne? Če se stvari ne bodo v relativno kratkem času začele izboljševati, predvsem pa, da ne bo začela Slovenija v očeh mednarodnih finančnih institucij pridobivati na bonitetah oziroma ugledu, se ta scenarij lahko seveda tudi zgodi. Kajti sedaj je največji problem Slovenije v tem, da s tako nizkimi bonitetnimi ocenami zelo težko pride do svežega denarja, kajti ne samo to, da so te obresti zelo visoke, v primerjavi z drugimi državami Slovenija plačuje več kot 7% obrestno mero, Nemčija za primerjavo skoraj da ne plačuje nič. Čeprav smo zadolženi manj kot recimo Nemčija. Seveda, ampak glede na njihove perspektive za naprej je Slovenija seveda po vsem drugem položaju. No, ta drug problem je pa v tem, da tudi ko Slovenija razpiše obveznice, jo ni nobene institucije, ki bi seveda ta denar želela posoditi oziroma kupiti obveznice. In če bomo mi prišli v situacijo,
da denarja ne bomo imeli, to zopet nima nič z našimi prihranki, da ne bo pomote in da se ne bi ljudje ustrašili za svoje prihranke. Seveda v tem primeru pa bo morala država, predvsem zato, da bo tiste obveznosti do šolstva, tudi do pokojnin in vse, kar mora država zagotavljati, seveda dobiti pomoč od zunaj. Ta pomoč pa seveda ne bo zastojna in jo bo treba odplačevati na daljše obdobje. No in kakšna bo cena recimo te pomoči? Ali to pomeni recimo nova odpuščanja v javnem sektorju? O tem se že kar odkrito govori. Če se bomo spomnili recimo scenarija, ki se je dogajal v Grčiji, kjer so seveda pogojevali vsi tisti, ki so želeli posoditi denar Grčiji, so seveda takrat tudi zahtevali od njihove vlade določene spremembe, reforme, in samo po tem pogojem so seveda takrat lahko ta denar posodili. In če bo pri nas prišlo, da bo država morala dobiti pomoč od monetarnega sklada iz Evropske unije, bodo zagotovo zahtevali, da bomo pri nas določene ukrepe morali hitreje in pa bolj drastično tudi sprejeti. In to ima za posledico tudi odpuščanja in pa seveda varčevanje na številnih področjih, ki pa mogoče ne bi bilo potrebno, če bi se takoj, nekaj mesecev smo seveda že tudi zamudili, če ne let, ampak takoj lotili tega ne samo varčevanja, tudi zagona gospodarstva. Oboje moramo začeti nemudoma izboljševati varčevanje in pa seveda tudi oživljanje gospodarstva. No, trenutno se govori predvsem o dveh ključnih reformah, ki jih pripravlja vlada oziroma jih je že pripravila in so sedaj v točki pogajanj z socialnimi partnerji. Najprej se nam očitno obeta reforma trga dela. Zdaj ključna novost bo odprava pogodb za nedoločen čas, namesto tega pa bomo dobili nekakšna prehodna obdobja do recimo tega, kar zdaj poznamo za pogodbo za nedoločen čas. Nekateri vseeno že opozarjajo, da gre tu za tudi lažjo pot do odpuščanja delavcev. Tukaj so različne interpretacije tega predloga, ki je sedaj seveda v fazi pogajanja. Tukaj bi želel opozoriti, da vse to, kar zdaj tudi mediji povzemajo iz teh rešitev, to še zdaleč ni tisto, kar bo seveda na koncu tudi sprejeto. To je zdaj stvar pogajanj in če bomo dosegli družben konsens, bo treba ta trg dela seveda spremeniti v tej smeri, da bo lažje odpuščanje in seveda istočasno tudi lažje zaposlovanje. Nenazadnje se je treba zavedati tudi tega, da kdor je danes zaposlen za nedoločen čas v gospodarstvu, predvsem v gospodarstvu, ni to nobena garancija, da boš ti v službi do upokojitve. Zelo enostavno se lahko seveda tudi takega odpusti, če je potrebno, vendar je želim poudariti nekaj, da vsak delodajalec, odgovoren delodajalec, bo delavca, ki je dober, ki mu seveda tudi prinaša neko korist, seveda želel ohraniti in ne ga odpustiti. Pa vsi delodajalci najbrž niso odgovorni, kljub dobrim delavcem. To pa drži. Verjetno, da je to lahko v kakšnih takih podjetjih, kjer je država lastnik ali pa kjer mogoče tudi v javnem sektorju, javni upravi, ampak tam je bilo odpuščanja v zadnjem obdobju relativno malo oziroma ga ni bilo. Ampak kdor se bo tega seveda zavedal, jaz mislim, da bo to za ljudi bolje in pa, če boš seveda nekje izgubil delo, zelo hitro se bo delo našlo drugje. In če mi primerjamo neke države iz Evropske unije, kjer imajo to mobilnost večjo oziroma bolj fleksibilen trg dela, danes si pri enemu delodajalcu, jutri si pri drugemu in velikokrat ne rabiš niti zamenjati lokacije. Se lahko en delodajalec dejansko s svojo dejavnostjo naseli v prostore, kjer je neka firma pač zaradi tržnih razmer morala poslovanje tudi ukiniti. No, ampak študenti recimo že opozarjajo, da ta reformni predlog nekako skozi zadnja vrata uvaja nazaj malo delo, ki vemo, da je padlo na referendumu. Se s tem strinjate oziroma s temi rešitvami za mlade? Menite, da bo to izboljšalo resnično pereč položaj pri zaposlovanju mladih? Mladi so zagotovo v položaju, ki jim seveda v tem trenutku, kjer je študentsko delo, še vedno tako, kot je, na katerem zagotavlja tako imenovan socialni korektiv. Ampak tega ni v takšnem številu, kot se včasih skuša predstavljati v javnosti. Zelo veliko študentov, fiktivnih, navideznih, tako situacijo v Sloveniji zlorablja in tudi delodajalci. Ampak če pogledamo potem na dolgi rok, predvsem, če se bova dotaknila tudi pokojninske reforme oziroma te zakonodaje, bomo pač videli, da
se bo zelo sedaj striktno upoštevala delovna doba. In zakaj ne bi že sedaj mlademu, ki dela, študent ravno tako dela, velikokrat zelo zahtevno dela, zakaj se ne bi njemu tudi to vplačevalo v pokojninsko blagajno in da mu s tem teče delovna doba. Tako da tukaj je treba, poudarjam, z dogovorom. Jaz sem prepričan, da vlada, tudi naša koalicija, tudi jaz osebno, ne želimo sprejemati odločitev, ki bodo enostranske, ampak da bodo stvar konsenza, s tem, da se moramo vsi zavedati odgovornosti, da konsens velja za vse. Vsak mora nekaj popustiti in pa seveda na koncu poiskati rešitev, ki bo za vse dobra in seveda za vse tudi nekoliko manj ugodna. No, starejši naj bili sedaj več let pred upokojitvijo, mislim, da 5 let, pravzaprav bolj zavarovani, ne? Ampak verjetno bo delodajalce to prej odvrnilo od zaposlovanja starejših ljudi, kot pa jih pritegnilo k temu, tako da verjetno bodo tukaj potrebni neki ukrepi spodbujanja aktivnega zaposlovanja in tako naprej, motivacija za delodajalce. Ste razmišljali v tej smeri, kaj bi bilo recimo potrebno narediti za to, da dejansko spodbudite tudi na druge načine podaljšanje delovne dobe in aktivnega pravzaprav dela? Ker vse ni odvisno samo od delavcev, ki želijo pokoj, ampak tudi od delodajalcev, ki jim pač služb ne dajo. Seveda, ne, čeprav tukaj delodajalci, ljudi, ki so že tudi lahko pred upokojitvijo ali pa že, ki bi imeli pogoje za upokojitev, če upravljajo neke odgovorna dela, da so na kratek rok nezamenljivi, želijo seveda ohraniti njihovo zaposlitev tudi vnaprej. Tukaj so težave predvsem s starejšimi ljudmi, ki upravljajo težja fizična dela, ki jim seveda niso kos. In tukaj je zagotovo v filozofiji delodajalcev, da se skuša takih ljudi na nek način čim prej seveda tudi znebiti, kar seveda ni prav, sam temu odločno nasprotujem, zato je treba tukaj pa poseči s strani regulatorja države, da ali takemu delodajalcu z nekimi subvencijami, da mu mogoče država plačuje za takega delavca prispevke, da ga seveda motivira, da bo takega delavca seveda ohranil naprej ali celo zaposloval, s tem, da se moramo tukaj izogibati zlorab, ki so bile vedno tukaj prisotne, ali pa, da se tukaj še poišče neke druge oblike, da bodo seveda tudi ljudje, ki so pred upokojitvijo želeli delati, pa ne nazadnje tudi na sebi delati več v smislu izobraževanja, da bodo ne samo čakali na upokojitev, ampak da bodo v aktivni vlogi in da bodo seveda dokazali, da niso tisti, ki niso več družbi oziroma delodajalci potrebni. No, predlog reforme trga dela predvideva tudi zmanjšanje nadomestila za brezposelne, ki bi jih lahko dobivali tudi krajši čas. Zdaj minister za delo, ki prihaja iz vaše stranke, gospod Vizjak, on trdi, da bo to zmanjšalo ta zelo poznani cikel brezposelnosti, v katerega zapadajo ljudje, ki so dlje časa brez služb. Zdaj, številni brezposelni pa se na drugi strani bojijo, da bo to zgolj pomenilo, da bodo pahnjeni v revščino brez nekega socialnega korektiva. Kakšno je do tega vaše stališče? Glejte, številke kažejo iz preteklih mesecev ali pa ne nazadnje tudi let, da je zelo veliko ljudi, ki prejema nadomestilo za brezposelnost, celotno obdobje, in ko mu je to nadomestilo prenehalo, v relativno kratkem času dobilo zaposlitev. Kar seveda nakazuje številne zlorabe, poudarjam, da ni vsak to seveda tudi zlorabljal, ampak številne zlorabe, da se v tistem času ni bolj aktivno skušal iskati svojo zaposlitev. In zdaj glede na to, da vsak, ki izgubi delo, je v enem težkem psihičnem položaju in velikokrat pahnjen v neko apatijo in seveda to marsikomu nekako onemogoča ali pa ga odvrača, da bi to delo iskal. Vendar, rešitev je samo v tem, ne se skrivati pod preprogo tudi sam kot oseba, ampak iskati zaposlitev. In če se bodo ljudje na ta način takoj lotili iskanja zaposlitve, bo seveda to za njih boljše in pa seveda tudi za državo. In zdaj, kot pravite, da bodo ljudje pahnjeni v revščino, jaz sem prepričan, da na ta način, če se bodo ta nadomestila nekoliko skrajšale, da bodo seveda potem druge oblike nekih socialnih transferjev za ljudi, da bodo tudi po tem času dobivali neka nadomestila, ki pa seveda ne smejo biti v takšni višini, da bodo primerljiva z minimalno plačo, oziroma če damo zelo enostaven primer, nekdo, ki dela
8 ur na dan, cel mesec dobi mogoče 50 ali 100 evrov več kot nekdo, ki dobiva nadomestilo. To ni v nobeni državi in tle je treba te razlike bistveno povečati. No, druga ključna reforma, ki se nam obeta, je seveda pokojninska reforma. Ključne novosti so starostna pokojnina pri 65 letih, ob 40 letih delovne dobe, pa tako za ženske kot moške možnost upokojevanja pri 60 letih. Menite, da boste našli konsenz s socialnimi partnerji glede te daljše delovne dobe, ker vemo, kaj se je zgodilo z prejšnjo pokojninsko reformo, ki ste ji tudi v vaši stranki nasprotovali? Mi smo res nekaterim rešitvam prejšnje pokojninske reforme oziroma zakona nasprotovali. Ne v celoti in tudi že v prejšnjem mandatu smo se mi zavedali in soglašali s tem, da je delovno dobo potrebno podaljšati oziroma tudi starost. Ljudje oziroma starost populacije se ves čas povečuje in seveda temu je treba tudi podrediti pokojninski sistem. In zdaj ta predlog, ki je sedaj seveda na mizi za pogajanja, so ta izhodišča in tukaj jaz upam, da bodo vsi socialni partnerji tukaj nosili družbeno odgovornost in se zavedali, da je potrebno starost povečati, s tem, da pa je več poudarka na tem, to pa jaz tudi podpiram zdaj in sem vedno, da bo pokojnina temeljila predvsem na plačanih prispevkih. Da bodo tisti, ki v ta fond seveda tudi plačujejo, potem iz tega fonda upravičeni do pokojnin, da se ta blagajna očisti. In naša ključna stvar, ki smo jo nasprotovali že v prejšnjem mandatu ali v prejšnjem zakonu, je bila tudi ta, da se pokojninska reforma ni dovolj namenila izključno za izplačevanje zasluženih pokojnin, ampak še za razne druge bonitete in privilegije. In to se bo sedaj tudi naredilo. In zdaj, če bo starost povečana, jaz mislim, da tukaj konsenz bo. Sam želim samo to in bom zagovarjal, da se prehodno obdobje tukaj naredi tako dolgo, da bodo tisti ljudje, ki so zdaj pred upokojitvijo, ki imajo leto, 2, 3, 4, ne bodo čez noč pahnjeni v neko obdobje, da se mu delovna doba seveda podaljša za nekaj let. To pa je nepošteno in tudi ni potrebno. No, prej ste omenjali to, kar pravzaprav poznamo pod izrazom individualni pokojninski račun. Vemo, da ta pokojninska reforma in vaša stranka se že dolgo časa za to zavzema, uvaja pravzaprav na informativni ravni ravno to, kar ste zdaj pojasnili, skratka, da bi vsak, ki plačuje prispevke, vedel v tem fiktivnem računu, ki bi ga imel, pač koliko je dejansko upravičen do pokojnine, ne. Deloma imamo ta sistem že zdaj, pa vendarle z določenimi drugimi mehanizmi bi ti individualni pokojninski računi z leti lahko dejansko prerasli v to, da v sistem, kolikor vplačaš, toliko dobiš ven. Ampak ljudje opozarjajo, strokovnjaki, tudi ekonomisti opozarjajo, da to lahko pomeni uničenje solidarnosti, ker tisti z višjimi prihodki ne bi več prerazporejali prihodkov oziroma pokojnin k tistimi z nižjimi. Se vam ne zdi to problematično? Obstaja ta nevarnost, ne? S tem se seveda tudi sam strinjam, vendar če bo tukaj dovolj regulator v zakonodaji in seveda tudi v izvajanju skušal to preprečiti in če bo uspešen, sem prepričan, da se ta solidarnost lahko ohrani in moramo. Mi v Sloveniji, ki smo socialna država in solidarna država, to vedno zagovarjamo, moramo tako na pokojninskem kot tudi zdravstvenem sistemu zagotavljati solidarnost. Tisti, ki več plačujejo v blagajno, se treba zavedati, da praviloma je tudi država tem več nudila v času šolanja, mu je sama država zagotavljala, da je pač lahko profesionalno oziroma poklicno rasel in seveda mu zagotavlja boljše prihodke, ki jih seveda skozi prispevke seveda vrača nazaj družbi. Družba smo mi vsi in tle solidarnost moramo ohraniti. Bo pa na ta način, če bodo ti individualni računi, jaz upam, da bodo tukaj izboljšali tudi disciplino delodajalcev, da bodo lahko ljudje, ki so daj velikokrat, saj v preteklosti smo bili priča temu, so ugotovili, da po nekaj letih dela niso dobili plačanih prispevkov in je bila seveda to za marsikoga katastrofa. Na ta način bomo mogoče tudi to izboljšali. No, pokojnina se po novem tudi ne bo več izračunavala to povprečje na zaporednih 18, ampak po predlogu na 28 let. Ali bo to lahko pomenilo, da bo dejansko pravzaprav se pokojnine zaradi tega zmanjšale? Te osnove? Ja, če gledamo v preteklost, smo vsak, ki je začel delati, verjetno skozi vsako leto napredoval.
pomeni, da se je plača povečevala in običajno je bila najvišja plača ravno v zadnjem obdobju, zadnjih 18 let. Praviloma, ni bilo seveda tudi vedno na ta način, pa če bo ta doba daljša, kjer se bo to povprečje iskalo, je pa tukaj pričakovati, da bo ta osnova seveda nekoliko nižja in to posredno seveda tudi pomeni, da bo osnova manjša, vendar če se bo pa potem v drugih oblikah skušalo predvsem usklajevanje pokojnin drugače regulirati, to pomeni, da potem ne bo pokojnina relativno padala, ampak da bo bolj ohranila svojo realno vrednost kot sicer. Bo pa nižja. Bo pa nižja. Glejte, to se moramo zavedati. Kajti tlele zelo en pomemben demografski faktor tudi v tem. Pred 30-40 leti je na enega zaposlenega oziroma na enega upokojenca bilo 5 ljudi, ki so bili v delovnem razmerju, sedaj je to razmerje skoraj da že 1:1, v nadaljevanju bo lahko to še slabše in tukaj bo potrebno verjetno, da bo vsak razmišljal izmed nas, tudi jaz, čeprav imam do upokojnitvene dobe nekje po novem zakonu verjetno tudi 15 let, še o nekih drugih oblikah za zavarovanja ali skozi rente ali pa kakšne ostale stebre. Tako da verjetno osnovno pokojninsko zavarovanje v prihodnosti verjetno ne bo več dovolj. Poglejte, v Državnem zboru, vi sedite v odboru za zdravstvo in nedavno je bila na vladi sprejeta novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim predvideva reorganizacijo tudi teh zavodov za zdravstveno varstvo. Vemo, tudi v Novem mestu imamo enega. Direktorji zavodov so takrat opozarjali na razpravi v Državnem zboru, da lahko to združevanje vodi v precejšnje odpuščanje. Vi delite te skrbi? No, jaz sem bil sam seveda tudi prisoten na tej seji in tukaj so sodelovali direktorji ali pa njihovi namestniki vseh 9 območnih zavodov za zdravstveno varstvo, tudi predstavniki vlade in v sami razpravi je bilo zanimivo to, da so njihova stališča različna. Niso vsi enakega mnenja in večinoma izmed njih so bili mnenja, da je potrebno, da se delovanje teh območnih zavodov reorganizira. Na kakšen način je pa seveda stvar razprave in rešitev v zakonu, ki je sedaj že v parlamentu, vlada ga je v parlament vložila 6. septembra, seveda predvideva združevanje oziroma reorganizacijo. Ta organizacija bo seveda sedaj narejena na modelih, ki so prisotni tudi v drugih državah, da bo iz Inštituta za varovanje zdravja, ki je kot neka krovna organizacija in pa območni zavodi za zdravstveno varstvo, razdaljeni na organizacijsko na 2 različni javni instituciji. Eno bo Nacionalni inštitut za javno zdravje, ti bodo skrbeli za tisto splošno zdravstveno varstvo, pomeni, da bodo skušali ugotavljati epidemiološke nevarnosti, skrbeli za pač zdravo okolje. To je en segment, ta drug segment bo pa Nacionalni laboratorij za zdravje, za hrano in pa za okolje. Kar z drugimi besedami pomeni, da bodo vsi območni zavodi svojo funkcijo ohranili. Skratka, Novomeščani, Belokranjci se ne rabijo bati. Popolnoma nič, vse tukaj bo ostalo, tudi odpuščanja ni predvidenega, se pa seveda tukaj načrtuje, da bo več sinergije, ker se bo več stroke povezalo skupaj. Bo pa verjetno, to pa je tudi namen takih združevanj ali pa reorganizacij, manj vodilnih mest, pa seveda tudi manj nekaterih administrativnih del, kar pa ne pomeni odpuščanja stroke pa tistih, ki so ključni za nosilca take dejavnosti. No, zdi se, da ste poslanci vse bliže ostrejši referendumski zakonodaji. Se vam zdi 35% kvorum demokratični mehanizem ali onemogočenje volje ljudstva? To je namreč predvideno, da se zaostrijo pogoji za razpis referenduma oziroma za veljavnost le-tega. Jaz sam osebno nisem naklonjen, da se na kakršenkoli način omejuje legitimnost referenduma. Če bi se seveda naša družba zavedala, pa tudi volivci, da je referendum najvišja oblika odločanja, verjetno ne bi bilo v času referenduma tako malo ljudi na voliščih. Ampak glede na to, da je pa le potrebno, da določene spremembe na referendumih skušamo uvesti in če bo tukaj volja večine, ker tukaj je le potrebno dvotretjinska večina, bo potrebno ta prag nekoliko definirati in seveda v tem primeru bom tudi sam, ne z lahkim srcem, ampak podpiral, da najdemo neke rešitve, ki bodo izboljšale to zakonodajo.
Menite, da bodo tokratne volitve za predsednika države, ki nas čakajo jeseni, ostrejše zaradi tudi bolj zaostrenih tako političnih kot ekonomskih razmer v državi? Ja, to bo predvsem stvar novinarjev, ki bodo ta soočenja verjetno vodila, kakšne bodo teme vodile. Če bodo teme, ki se tičejo tudi potrebnih sprememb, reform, ki bodo konstruktivne, bo lahko to zanimiva razprava. Sam si pa ne bi želel, da bi bile to neke ideološke teme in da se tukaj potem zopet ljudi deli. To ni dobro in če bodo ta soočenja pokazala potem tudi neko kvaliteto teh kandidatov, ki so že napovedali kandidaturo, upam, da bodo izvolili predsednika, ki si ga Slovenija tudi zasluži. Za koga pa boste jeseni volili v drugem krogu, ki ga bomo zelo verjetno, glede na vsaj 3 močne kandidate, imeli, če se vašemu kandidatu vaše stranke, gospodu Zveru, tja ne uspe uvrstiti? Jaz sem prepričan, da se bo Milan Zver, ki je odličen kandidat, uvrstil v drugi krog. Volil bom za njega in verjamem, da bo tudi predsednik države Milan Zver. Dobro, to bomo videli čez nekaj mesecev. Hvala za vaše pojasnila in seveda obisk v našem studiu. Hvala tudi za povabilo in lep večer še naprej. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa seveda želimo prijeten večer. Bodite z nami spet čez 14 dni, ko v poslanskem vprašanju gostimo novega gosta. Lahko noč.